Življenje išče pot. Dober dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes vam bomo v rubriki Življenje išče pot predstavili dolgoletno zamisel o ustanovitvi Učiteljske zbornice Slovenije. Vemo, da imajo svojo stanovsko zbornico zdravniki, gospodarstveniki, obrtniki in še kdo. Namen katerekoli zbornice je zastopanje, varstvo in uveljavljanje strokovnih, poklicnih ter etičnih interesov njenih članov. Zbornice skrbijo za ugled stroke, urejajo pogoje dela, izvajajo javna pooblastila in nudijo strokovna izobraževanja. Nimajo pa svoje zbornice učitelji in profesorji, pa čeprav so izredno številčna skupina v državi. Na to že dolgo opozarja ravnatelj osnovne šole Matija Čopa v Kranju, gospod Matija Horvat, ki je danes naš gost na Radiu Ognjišče. Dober dan. Dober dan. Kot rečeno, že dolgo si za to prizadevate. Gospod Matija Horvat, zakaj menite, da bi bilo to koristno tudi za učitelje, profesorje? Kakšne pristojnosti naj bi imela učiteljska zbornica? Kaj bi se s tem spremenilo? Učiteljev nas je od vzgojiteljic v vrtcu do profesorjev na univerzi 50,000 in če uporabimo navadno Gaussovo krivuljo in rečemo, da je 10% učiteljev odličnih, kar sigurno je to 5,000 strokovnjakov, katerih se pa ne upošteva pri razvoju šolskega sistema. Ker šolski sistem je po svoje zelo enostaven. Ta trenutek so učitelji v razredu in oni odgovarjajo, kako poteka pouk tam. Potem je šola, kjer odgovarjajo ravnatelji, kako poteka posamezna šola, ampak meje učiteljev in ravnateljev samo do ograje posamezne šole. Na šolski sistem pa nimamo vpliva. Šolski sistem pa vpliva na delovanje posamezne šole in poučevanje pouka učiteljev v razredu. Po svoje učitelji imamo, vsaka šola ima svojo zbornico, šolsko zbornico, in v tej šolski zbornici se strokovno odločamo, kako ukrepati, delovati v šoli. In dobre šole se parkrat na mesec učitelji usedejo in se odločajo in sprejemajo odločitve v korist kvalitete šole. Problem pa je, ker mi lahko vplivamo samo do ograje šole, mi pa želimo, da bi se to naše strokovno delovanje preselilo do meja države, se pravi, da bi lahko vplivali na šolski sistem. V bistvu je pa kvaliteta pouka, kvaliteta vzgoje, kvaliteta poučevanja, in na to kvaliteto vplivajo trenutno država preko uradnikov, preko nekega sistema, ki pa v 30 letih, odkar imamo svojo državo, se še nič ni spremenilo. V državi se spreminja marsikaj, trenutno se spreminjajo recimo učni programi, letos se je spremenil v osnovni šoli zakon o osnovni šoli, spremenil se je pravilnik o ocenjevanju, ampak država to ne more delati brez strokovnjakov, ne. Kot sem omenil, učitelji imamo poklic poučevanje, ampak tudi del našega poklica je pa tudi urejanje posamezne šole in zato nas tudi država plačuje. To je del našega poklica urejanje, ampak samo naše šole, posamezne šole, ne moramo pa urejati sistema, ne. In če mi hočemo prestopiti na raven sistema, moramo imeti neko organizacijo krovno, in to bi bila Učiteljska zbornica Slovenije. Kaj pa si predstavljate, da bi si za naše poslušalce, kaj je tisto konkretno področje, na katerega bi si želeli sistemsko vplivati, da bi lažje delali tudi, kot rečete, do ograje? Vse zakone, vse pravilnike sprejme šolska politika, ne? In na vse zakone, vse pravilnike, vse učne načrte bi mogli imeti učitelji vpliv, ker to istočasno vpliva tudi na delovanje šole in učiteljev. Pri tem bi mogli učitelji, zbornica, odločati, soodločati, predlagati in bi mogla biti vpeta v celotni šolski sistem. Mi imamo trenutno lahko, se zbere 3-10 učiteljev, ustanovimo neko društvo, ampak vsako društvo je izven šolskega sistema, izven sistema, zbornica bi bila pa del sistema, ne. Tako kakor imamo v posamezni šoli šolsko zbornico in to je del sistema in se dobivamo in odločamo. Tle bi pa pristopili samo na raven šolskega sistema.
In politika, če hoče imeti dobro šolstvo, to je poudarek, če hoče imeti dobro šolstvo, mora vključiti učitelje v upravljanje, v razvoj šolstva, ker to je ustvarjalni proces, tako kot vsaka šola, vsak pouk je ustvarjalni proces, je tudi šolski sistem ustvarjalni proces, kjer se stvari spreminjajo, se dogajajo in ti moraš slediti procesu, drugače te pa čas povozi. Recimo, zdaj so telefoni, zdaj so druge generacije staršev. Prihodnost v šolstvu ni planinska pot, na kateri imamo markacije, imamo zemljevid, imamo smerokaze. To je pot po brezpotju, prihodnost je pot po brezpotju, kjer moramo mi iskati pot, včasih pride megla in moramo se skupaj odločiti, kaj je najboljše za naše otroke, za učence, dijake, študente. Največja korist bi imela država od šolske zbornice, zato ker učitelji imajo ogromno znanja, imajo ogromno predlogov, vidijo tudi, kaj se ta trenutek dogaja v šoli in imajo vpogled, kaj se dogaja v šoli. Zbornica bi imela pretok znanja in izkušenj med učitelji, ker danes je zelo malo tega, premalo, večji pretok bil. Kvaliteta šol bi narasla, kvaliteta pouka bi nastala, s tem bi tudi odnos bi se spremenil do učiteljev, kajti včasih, ko je bila družba drugačna, je bil učitelj na vasi, je imel vpliv, je bil nek pomen v družbi. Danes pa učitelji v družbi nas ni. Samo preko neke skupne organizacije bi ponovno lahko prišli tudi v družbo in imeli vpliv na razvoj družbe. V ustavi piše v 44. členu, da vsak državljan lahko sodeluje pri upravljanju v javnih zadevah. V teh javnih zadevah na področju šolstva pa učitelji ne moremo vplivati. Imamo sindikat, ampak sindikat ima druge vloge, drugo funkcijo kot strokovno. Zdaj nastajajo taki absurdi. Zdaj spomladi bojo v parlament sprejeli otroški parlament, bojo prišli naši učenci z naše šole, z naših šol, jih bojo sprejel minister, pa kakšen predsednik vlade, pa predsednik državnega zbora in jih bojo poslušali, učitelje pa nihče ne posluša v državi. Pravite, da si že več let prizadevate torej za učiteljsko zbornico, nič se še ni spremenilo, ali ste s kom že govorili o tem, kdo vas podpira, kdo ne? Politika očitno nima interesa za to iz nekih razlogov. Učiteljska zbornica dejansko nastaja že 30 let, že prvi poskusi so bili od leta 74, 76 naprej. To je pa stvar politike, ker zbornica mora biti uzakonjena, da lahko učitelji ustvarimo zbornico, ustanovimo zbornico, tako kot so vse ostale zbornice uzakonjene. In to gre čez državni zbor, čez politiko. Uradno nihče ni nasprotoval učiteljski zbornici, ampak niso imeli pa interesa, da bi to državni zbor sprejel. Čeprav je bilo že dve pobudi, sta prišli tako daleč, leta 96, da so bili že amandmaji o učiteljski zbornici. Leta 2000 smo učitelji ustvarjali predlog, osnutek zakona o učiteljski zbornici, ampak politika ni imela interesa. Današnja politika pa je še del od zborničnega delovanja, da bi poslušala stroko, ker tudi druge zbornice omejujejo. In nastaja problem, da stroka ne more vplivati na delovanje, zato pa počasi šolstvo tone po kvaliteti navzdol. Kaj pa med učitelji, ki jih poznate, ali si na splošno želijo takšno obliko organiziranja v svojem poklicu? Dober učitelj ima ogromno dela, že s tem, da spelje kvaliteten pouk v razredu ima 40 ur dela. Potem je pa na ravni posamezne šole, ker je vpet še v razne dejavnosti posamezne šole, ima pa še več dela. Tako da učitelji imajo brez zbornice ogromno dela. Učitelji pa tudi niso neumni, pa bi se angažirali prav, pa čakali, pa vztrajali v tem smislu, da bi po nepotrebnem izgubljali čas in energijo, da bi nastala zbornica, ker mora verjeti politiki, da je politika dejansko posluša učitelje in dejansko želi narediti kvalitetno šolstvo. Pred leti so šli naši
novinarji na Finsko raziskovati, zakaj je tam dobro šolstvo, ampak tam so jasno dali povedati, da šolska politika dejansko posluša učitelje pri ustvarjanju šolskega sistema. Čakati politiko, da bo nekaj mogoče naredila ali pa napol naredila, učitelji obupajo in se ne ukvarjajo s tem, sploh ne razmišljajo več o tem. To je še večji problem kot pred leti, ko so učitelji želeli spreminjati stvari, ampak jim je politika vedno dokazala, da noče nobene spremembe na tem področju in so potem počasi odmislili to tretjo raven in se ukvarjajo samo s šolo in s poukom. Ja, ali imate vi osebno še kaj upanja, še kakšen korak v mislih skupaj z drugimi, ali so to zdajle še, bi tako rekli, dobre želje? O tem odloča predsednik vlade. 2 človeka bosta odločala, ali bo nastala učiteljska zbornica v Sloveniji ali ne. To je predsednik vlade pa šolski minister. Če bi predsednik vlade bil zelo za, da nastane zbornica in šolski minister, potem bi hitro nastala lahko učiteljska zbornica, ker, kot sem rekel, učitelji dejansko vsak deluje v šolski zbornici in že mi delujemo zbornično, samo na ravni posamezne šole. V Sloveniji recimo 450 osnovnih šol in vsaka osnovna šola ima svojo zbornico, učitelji delujejo zbornično in strokovno se povezujejo. Da pa na ravni sistema nastala zbornica, pa odgovoren šolski minister in predsednik vlade. Upajmo, da se bo v prihodnosti vendarle kaj tu spremenilo. Res pa je, da je šolstvo področje, na katerem politika zelo nerada izgubi del svoje moči in kontrole pri vzgoji in izobraževanju novih generacij. Gospod Matija Horvat, ravnatelj Osnovne šole Matija Čopa v Kranju, hvala lepa za predstavitev te pobude o ustanovitvi Učiteljske zbornice Slovenije. Hvala lepa. Vam, dragi poslušalci, poslušalke, želim lep dan. Pogovor z gospodom Horvatom sem pripravila sestra Meta Potočnik. Z Bogom in nasvidenje. Življenje išče pot.